Brezskrbno Aškerčevo otroštvo v rojstnih Senožetih nad Rimskimi Toplicami, kjer so bili Aškerčevi precej trdni kmetje, se je za mladega Toneta končalo že pri 12 letih, ko mu je umrla mati, nato pa je začela počasi propadati tudi domačija. V letu materine smrti je po nasvetu domačega učitelja in po privolitvi očeta nadaljeval šolanje v Celju. Oče ga je s težavo finančno podpiral, zato se je že v 6. razredu gimnazije preživljal sam, z inštrukcijami, kasneje, v času teološkega študija v Mariboru, pa mu je nudila podporo tudi teta Ajdka, očetova mlajša sestra. Svobodomiselnost je v Aškercu rastla že od gimnazijskih let, ko ga je z njegovimi slovenskimi vrstniki povezoval skupen ideal – narodnostni boj. Že kot dijak pa se je spraševal tudi o izvoru življenja, vendar se je kljub skritim pomislekom in ne največjemu navdušenju odločil za duhovniški poklic, prav zato, da bi se znebil vseh dvomov v sebi. Vestno je študiral teologijo. V semenišču pa je našel dovolj miru in časa za premišljevanje o najglobljih vprašanjih življenja. Čeprav je skrbno prikrival svoje mišljenje, ni mogel skriti navdušenja nad svobodo in slovanstvom, ki je raslo v prepletu liberalizma in nacionalizma tedanje dobe, kot prav tako ne nad francosko Marseljezo, ki je bila njegova najljubša pesem. Tesno povezan z duhovništvom in hkrati nasproten z njim, je zorel v njemu pesnik. V blagoslovje je vstopil, da bi spoznal smisel življenja, in v blagoslovju je spoznal, da je njegova največja naloga postati pesnik. Ko je bil leta 1880 posvečen v duhovnika, je izdal svojo prvo pesem, ki jo je anonimno objavil v Zvezdi Danici. Po letu 1881 pa je pesmi objavljal v Ljubljanskem Zvonu pod psevdonimom Gorazd. Kot vsi mladi kaplani je moral tudi Aškerc večkrat spremeniti kraj, kjer je opravljal duhovniško službo. Zato je v posamezni fari deloval le kratek čas. Svoje prvo službeno mesto je dobil 25. julija 1881 v Podsredi, kjer je služboval 2 leti. Najprej kot kaplan, nato pa kot župnijski upravitelj. V miru, ki mu ga je prinašalo kmečko podeželje, je snoval bogate načrte svojih pesniških del. Kljub temu se je v pustem župnišču počutil osamljenega in enoličnem poklicu začutil dolgočasje, tako da se je samega sebe imenoval puščavnik. Svoje delo je dosledno opravljal. Med ljudi pa ni rad zahajal. Še posebej se je izogibal ženskam, zato tudi najprej ni hotel opaziti mlade učiteljice verouka Anke Pečovnik, ki pa je v globočinah njegove duše kmalu zapustila sledi, zaradi katerih so izpod Aškerčevega peresa nastajale nove in nove pesnitve. Pesem o oblaku. Postoj nad hišo mi, nad hišo sred vasi. Ne mara, da tam nekdo na klopi zdaj sedi. Če videl boš obraz v okviru zlatih las, glej, v duše globočinah, obraz ta nosim jaz. V Šmarje pri Jelšah je Aškerc prišel 18. oktobra 1883. Kot prej v Podsredi se je tudi v Šmarju najprej izogibal ljudem. V gostilno ni zahajal, najraje pa se je sprehajal po parku okoli farne cerkve ali se doma učil cirilico in ruščino. Vendar ga je pestro nacionalno dogajanje med Šmarčani kmalu zapeljalo. Pogosto se je družil s šmarskimi rodoljubi, veleposestnikom Francem Skazo, učiteljem in trškim županom Francem Frlincem in nadučiteljem Francem Jurkovičem. Postali so dobri prijatelji in se vsak dan srečevali v Skazovem domu, kjer so bili dobrodošli vsi slovenski rodoljubi, ter načrtovali, kako
bodo Šmarje zaščitili pred naraščajočo germanizacijo. Že v prvem letu bivanja v Šmarju je Aškert sodeloval pri ustanovitvi Narodne čitalnice. Tam je užival v družbi ob petju in igrah, ki ga je že dolgo časa pogrešal. Tudi omikane družbe z inteligentnimi damami mu ni manjkalo, saj je takrat v Šmarju službovala učiteljica Viktorija Milek iz Ljubljane, katere sestra Dragojila, Gregorčičeva planinska roža, jo je večkrat obiskovala. Z damama se je rad sprehajal po cerkvenem parku in se z njima družil v šmarski čitalnici, ob igrah, glasbi in plesu. Leta 1885 se je Aškert udeležil romanja v češkem Velehradu, ker se je v tamkajšnji cistercijanski Opatiji na god bratov svetega Cirila in Metoda 5. julija v spomin na njuno tisočletnico odvijalo veliko narodno romanje. Po vrnitvi iz romanja je 30. avgusta istega leta v šmarski farni cerkvi blagoslovil njun kip. V tistem času je dobila svojo slovensko različico tudi legenda o kugi in nastanku cerkve svetega Roka nad Kalvarijo, ki je upodobljena v cerkvi svetega Roka in predstavlja najstarejšo upodobitev Šmarja pri Jelšah. Aškert se je v Šmarju veliko ustvarjal. Tukaj je napisal večino pesmi, ki so kasneje izšle v zbirki Balade in romance. Prevzel ga je tudi bližnji dvorec Jelšingrad s svojim orientalskim videzom in bogatim parkom. V notranjosti dvorca pa se ga je poleg dveh orientalskih sob dotaknila ovalna stropna freska iz 16. stoletja. V motivu je videl slovensko-hrvaški kmečki upor v boju pri Brežicah, kjer je takratni štajerski deželni glavar Žiga Dietrichstein premagal uporne kmete. Kmalu zatem je napisal cikel pesmi z naslovom Stara pravda, ki se začne s citatom: Lev kup, lev kup, lev kup uboga gmajna. Boj pri Brežicah. Kdo trka tam zunaj o polnoči? Odprite, komzorko pred vrati stoji. Od kod si, iz Brežic, iz boja, odprta ti koča je moja. Iz Brežic divjali še privde vihar, ne danes potihnil je že za vsegdar. Mir sklenil je Dietrichstein Žiga, nad njim nikjer vojvode niga. To boj je bil strašen, bil vražji je boj, ki s ulico z mečem bad sablja s kosoj. Nocoj je vse tiho tam doli, zdaj ukaj vsak grad naokoli. Omiren se daje vsak puntar tlačan, mir rajski opevata krokar in vran. Kako smo se bili v dolini, to jaz ti naznanjam edini. 300 jih po bitvi ostalih še roj, v vrt mestni nažene ti Dietrichstein voj. Nasmeje se Žiga in deje, pokaj pak so prazne te veje. 5 kmetov, tovariši dragi, lahko, kot sadje nosilo bi vsako drevo, ko nalašč prekrasna vešala, pa naj se poskusi ta šala. Kot velik pristaš zedinjene Slovenije, vendar zaradi svojega poklica strankarsko neopredeljen, je Aškert zagovarjal svoje ideje in uspešno premagoval svoje nasprotnike. Tudi v Šmarju se je zapletel v spore z nemškim uradništvom in nezavednimi Tržani. Boril se je za uveljavljanje slovenskega naroda in slovenskega jezika, zato je spodbujal svobodomiselne Šmarčane, da bi šmarskemu prebivalstvu pomagali napredovati v prosvetno-kulturnem življenju. S podporo Franca Skaze in nadučitelja Franca Jurkoviča je v šmarski ljudski šoli pripomogel k uvedbi pouka v slovenskem jeziku. V 5-razrednici se je slovenska beseda govorila in pisala od leta 1887. Mi vstajamo in vas je strah. Pokaj tako hrumite, Slovana se bojite, teži vam dušo huda vest in vest vam stiska jezno pest. Bojite se, osvete, od množice neštete. Mi vstajamo,
Ni ljubo vam? Mi vstajamo, gotovo, življenje svetlo novo. Nič več ni drag, nam spanja mrak, na delo vodi nas korak. Noč temna je za nami, svobode svit nas drami. Mi vstajamo, poslednji čas, mi nočemo umreti, mi hočemo živeti. Iz svojih vstajamo moči, če tudi smo pozni, mladi. Kaj uk je zgodovina, bodočnost je mladina. Mi vstajamo, če še tako hrumite, če še tako kričite. Pokaj tako jezite se, nas morda res bojite se, napredek in prosveta, to naša bo osveta. 6 let, ki jih je Aškerc preživel v Šmarju, je bilo njegova najdaljša kaplanska postaja. To obdobje od leta 1883 do 1889 je pomenilo za kraj velik napredek v kulturi in izobraževanju. Šmarčane je spodbudil k amaterskemu ustvarjanju in druženju, zato so nastale nove igralske, pevske in glasbene zasedbe, ki so se po drugi svetovni vojni združile v kulturno-umetniško društvo, poimenovano po Antonu Aškercu. Danes na Aškerčev čas v Šmarju spominja tudi obeležje v stavbi Šmarske hranilnice ter osrednja ulica kraja, imenovana Aškerčev trg. Prisotli. Zaspano naprej tudi viješ se mi, kot kača med senčnim grmovjem. In nič se ti k Savi kaj ne mudi, v objem tam z bistrim valovjem. In tam preko tebe je rod doma, oj rod meni drag in prijazen. Med nama pa tvoje valovje šumlja, češ, jaz vaju ločim narazen. A to tebi sotla neznana je stvar, da vroča kar srčna kri spaja, da tega nikjer in nikdar studena voda ne razdvaja.